Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, vlada Roberta Goloba še ni popolna, je pa že polnoštevilna, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Nagrada za nagrado. Konec lanskega leta je država preko Slovenskega državnega holdinga, torej v končni fazi mi vsi, dokapitalizirala holding slovenskih elektrarn z okroglimi 500 milijoni evrov. Vsak med nami je torej za njihovo preživetje prispeval 233 evrov. Čisto vsak, tudi upokojenci in dojenčki. Takrat smo se mnogi spraševali, zakaj HSE potrebuje tako visoko finančno injekcijo. Danes to ni več skrivnost. Denar so potrebovali, da so si lahko izplačali nagrado za poslovno uspešnost. Bili so namreč tako poslovno uspešni, da jim je zmanjkalo zgolj 500 milijončkov za preživetje. Nekoga moraš imeti rad, pravi pesem, in Slovenci imamo očitno zelo radi HSE. Sedaj pa se lotimo 92. oddaje legendarne 6. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali Papa Maserati, koga ali kaj nervira Snežič. Dvojni doktor davčnih utaj Rok Snežič in njegova soproga Klavdija sta se vozila s prestižnim Maseratijem bosenskih registrskih tablic. Koga ali kaj nervira Snežič, nam bo povedala naša stalna komentatorica Lucija Šikovec-Ušaj. Lucija, toplo pozdravljena. Dober večer. Lucija, najprej me zanima, če začneva bolj nasplošno, pa greva potem bolj konkretno. Kakšen odnos misliš ti, da imamo Slovenci do bogatih ali pa premožnih ljudi, predvsem tistih, ki na nek način kažejo to, da so premožnejši od drugih? Misliš, da tukaj postavljamo kako ločnico med tistimi, ki so po našem mnenju vsaj ta denar zaslužili na nek pošten, transparenten način, pa med tistimi, ki niso, ali smo pač do vseh, kako bi rekel, da vse gledamo po strani, ki imajo več od nas? Bojim se, da kar Slovenci smo nagnjeni k temu, da vse gledamo po strani, kar je meni, bi rekla, osebno nerazumljivo. Meni se zdi, da vendarle bogastvo ni neka omejena količina tega in če bo nekdo nagrabil, ga drug ne bo mogel, torej uspeh ni omejen, vsak ima možnost, vsak mora najti pot. Seveda pa pot, ki ni zakonita, nervira. To pa mislim, da upravičeno, posebno glede na številne sodne postopke, ki smo jim priča zadnjih 30 let, pač predtem nismo niti vedeli, tudi denar se je skrival v Jugoslaviji. Če dovoliš, moji kolegi, odvetniki takrat, ko sem jaz začenjala, starejši kolegi, so imeli Porscheje parkirane v garažah v Trstu, so imeli jahte v grških lukah, torej si niso upali kazati tega bogastva. Potem je pa prišlo pač obdobje, ko so si vsi znašli lahko, torej nekateri so se znašli in jih zanimivo ni bilo več nerodno pokazati. Tudi če smo vsi slutili, da ni ravno poštena pot. Da ni vse v redu, ja. Ja, tako in tudi sodni postopki so kazali na to, da v bistvu te denar opere vseh sumov, ne. To je žalostna plat slovenskega pravosodja. Zato se zdaj meče vse v en koš, torej tiste, ki so pošteno zaslužili, kot tiste, ki niso pošteno zaslužili, in so vsi na slabem glasu. Torej tega je krivo sodstvo, bi jaz rekla, prvenstveno sodstvo. Se pravi, če te prav razumem, misliš, da je tudi malo tega, kazanja s prstom, pa pač klicanja, kričanja, primite tatu, da ne bi kdo nas pogledal, ne? Ja, gotovo, ne. Pa nečesa ne razumem. Pač pri ljudeh ne razumem tega, da ne znajo presoditi, pa tudi pri oblasti, ne, no, da ne znajo presoditi, kdo je bogat na račun svojega dela, na račun svoje uspešnosti, kdo od tistih, ki so pač izkoristili neko situacijo v družbi, ko se ni še vedelo, recimo to so te pidovski tajkuni, to so te prihvatizacije premoženja, tajkunski prevzemi. To niso ljudje, ki bi na pošten način to pridobili, ampak so izkoristili neko pravno praznino, neko neukost tožilstva,
neznanje sodišča in si ustvarili. Zdaj pa glede davčna zakonodaja pa seveda ne loči premoženja, ki je pridobljeno na nezakonit način, od premoženja, ki je pač delo neke generacije, 2 generacij, 3 generacij. Ne. Tako da je tukaj veliko še za postoriti, da bi postali normalna, pravična družba, kar imamo vsi polna usta, imajo vsi polna usta, na koncu pa izkaže, da vse ostane zgolj pri besedah. Predlagam, da si zdaj pogledamo posnetek prispevka, ki so ga pripravili kolegi iz oddaje Svet na kanalu A, kako je potekala zaplemba tega Snežičevega oziroma od soproge od Snežiča oziroma, kot boste slišali, od neke tretje osebe avtomobila. Poglejmo. Uslužbenci finančne uprave pa so sredi Maribora zasegli znamenitega Maseratija bosanskih registrskih tablic doktorja davčnih utaj Roka Snežiča, v lasti njegove žene. Še v ponedeljek je ob njem poziral, ko ga je obiskal naš Aleksander Pozvek, danes pa ga je finančna uprava naložila in odpeljala v svojo garažo, kjer bo ostal toliko časa, da Snežič oziroma njegova žena pojasnita, zakaj ima avto registrske tablice države izven carinskega območja, torej iz Bosne in Hercegovine, pri nas pa se uporablja več kot 185 dni, a uvozne carine pri nas ni nihče plačal. No, zdaj čakamo odgovor dvojnega doktorja davčnih optimizacij. Evo, zdaj Lucija, mislim, to skoraj spada v rubriko sej ni res pa je, ne? Ampak zdaj, da razloživa gledalkam in gledalcem. Skratka, problem pri avtomobilih, ki pač so registrirani v tujini, je, da če se uporabljajo v Sloveniji neko določeno obdobje, kot je bilo rečeno v prispevku, 185 dni oziroma več, in jih pač uporablja slovenska oseba, potem seveda se šteje, da bi ta avto moral biti uvožen k nam, in bi mogla biti plačana carina. Sem prav povedal? Mačka ne, ampak načelno da. Problem je v tem, razlika je v tem, da lastnik vozila mora živeti v svojem stalnem naslovu 185 dni in se šteje, da pač lastnik avtomobila ima tudi to vozilo, sicer bi morali iti za začasen uvoz v Republiko Slovenijo. Zdaj, definitivno, če sem prav ujela jaz, je vozilo preko 185 dni, torej preko pol leta v Republiki Sloveniji, ne da bi bil upravljen začasni uvoz. Mene tukaj nekaj drugega bega, ker ne verjamem, da Snežič ne bi vedel, kaj in kako, mislim, če kdo ve, potem je to on. Bistveno, česar ljudje mogoče ne ločijo, je, ali je vozilo v Bosni registrirano ali pa v neki državi Evropske unije. Torej, tukaj je bila ena sodba, mislim, da lansko leto decembra, torej 21. leta decembra, kjer je Italijo tožil italijanski državljan, ali je celo Italija sprožila ta spor, skratka pred Evropskim sodiščem, zaradi avtomobila s slovaškimi registracijami, ki ga je uporabljala njegova žena v Italiji. No, in takrat je bilo pač sprejeto stališče, da prosti trg in tako naprej v Evropski uniji to omogoča in da to ne velja znotraj Evropske unije, ampak Bosna seveda ni članica EU-ja. Tako da je tukaj problem lastnika, ki ne sme uporabljati vozila torej izven svoje države bivališča, to je Bosne, preko 185 dni. In tukaj bi, po mojem, nek začasen uvoz, ki bi bil narejen v Slovenijo brez dajatev, zadevo saniral. Zato bi rekla, da nekaj mora biti več, kot smo zvedeli. Ne gre za zaplembo, gre za zaseg vozila, ki bo zasežen, dokler se ne ugotovijo papirji, kdo je lastnik in kaj se dogaja z lastnikom tega vozila. Kaj me je zmotilo tukaj, je pa pravzaprav izjava od Roka Snežiča, kjer pa malo mislim, da je pa mogoče res majčkeno pozabil. Zakaj? Povej. Zato, ker je rekel, da on ima vse davke plačane oziroma so vsi davčni postopki zastarali. Tako da je menil, da je bil zaseg narejen zaradi nekih davčnih dolgov. Ampak mislim, da so bile čisto carinske zadeve tukaj v zadnji, ne davčne. Tako da ta njegova izjava mi pa ni šla v ta kontekst s tem avtomobilom. Še eno njegovo izjavo te bom prosil, če pokomentiraš, in sicer pojasnil je, da tudi žena ni lastnica tega vozila, da je lastnik neka oseba iz Bosne in Hercegovine, žena ga pa ima samo v najemu. No, ne bi ga smela imeti.
ne bi ga smela imeti tako dolg, a ne, mogla bi narediti začasni uvoz v Republiko Slovenijo, več ne bi plačala. Ampak koliko je recimo carina? Dobro, verjetno je tudi od vrednosti avtomobila odvisno, ne? Ampak to ni nek tak znesek, ki si ga nekdo, ki ima za Maserati, ne bi mogel privoščiti, ali pač? Poglej, Rok Snežič je že tam, mislim, da leta 19, na veliko se dogovarjal Slovence, da naj avtomobile registrirajo na Slovaškem oziroma jih preko nekega slovaškega. Tudi v naši oddaji je to zagovarjal. Aha, no, se vprošam, to nisem vedela. No. Ne, nič hudega, vse je v redu. Sam povem, da sem tudi jaz to slišal. Ja, in torej on je te zadeve takrat na veliko propagiral kot pravilne. Ja. Niso pravilne, ne? Niso higienične, je pa seveda tukaj vedno ta konflikt, pa vidiš, da je država po drugi strani pa preveč pohlepna. Ne? In ko je država tako pohlepna, kot je naša država, pa pustva pod katero vlado, edino zdaj, ko je bil Ivan Simič, so znižali DMV davek na motorna vozila. Ne? Mislim, to je škoda, da je to Golob povozil, mislim, tle ima je velik minus vse, kar se mene tiče. Zato, ker se mi zdi, da ta pohlep države ne pelje k želji, da bi ljudje delali pošteno, ne pelje k temu, da bi ljudje delali veliko. Skratka, to je kontraproduktivno, če ti gledaš iz nekega širšega gospodarskega vidika. Zato neokusno pa je bilo in je zame to nagovarjanje državljanov, da ne ustanovijo podjetja v Bosni, s čimer bojo prikrajšali državo za davek. To se mi zdi tudi s temi plakati, ne vem, jaz sem jih videla ob avtocesti, recimo tega jaz ne bi, če bi bila jaz oblast, mislim, tega ne bi dovolila. No, in ravno o tem predlagam, da se pogovarja o nadaljevanju, Lucija, če se strinjaš. Zdaj bi si pa vzela krajši premor, tako da ne nam uiti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujeva s komentiranjem, koga ali kaj nervira dvojni doktor davčnih utaj Rok Snežič. Ostanite. Ponovno pozdravljeni, z nami je še vedno naša stalna komentatorica Lucija Šikovec-Ušaj. Pogovarjava pa se o tem, koga ali kaj nervira dvojni doktor davčnih utaj Rok Snežič. Lucija, v prvem delu oddaje si nam zelo lepo razložila, kaj je pač tukaj problem in zakaj bi pač ta carinska dajatev morala biti plačana. Zdaj me pa zanima, kako recimo finančna uprava ugotovi, da se neko vozilo pri nas uporablja čez teh dovoljenih 185 dni. Težko. To vrstno vozilo. Težko, zato teh postopkov zelo malo. Gospod Snežič je pa prav prosil. On jih v bistvu sam obvešča s temi svojimi javnimi nastopi. Ja, zato mene zanima, kaj ima zadaj. Mislim, ker da je v tem, da ni bister, bova rekla, ne dvomimo. Mislim, je bister, definitivno. Ja, seveda, ja. Ne vemo, če usmerja to svojo pamet vedno v tisto, kar bi bilo prav. Ampak vsekakor je izzival. In vedno so seveda na udaru ta vozila višjega cenovnega oziroma visokega cenovnega razreda, ker so tukaj te davki najhujši. Mislim, najbolj udarijo in tudi dejansko so nenormalno visoki. Davek na motorna vozila, DDV, vse, kar moraš plačati, je grozno visoko. Tako da je verjetno s tem, ko je on se razkazoval s tem vozilom, sam povzročil ta konflikt. Ampak kot rečeno, jaz sem pri njemu previdna, ne verjamem, lahko je to pač, da se preusmerja pozornost drugam. Ne verjamem, da bi mu to kar ušlo, a veš. Težko verjamem pri takem človeku, ki s tem služi, da se proba izogibati raznim dajatvam. Mislim, ne verjamem. Ampak imaš ti občutek pri njemu, da on rab to pozornost? Se pravi, da ni dosti sam, da on ima,
da moramo tudi vsi vedeti, da ima, pa še celo na kak način ima, tudi če mogoče nima na pošten način. Mene malo spominja v tem pogledu na ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ne. Pri njemu imam tudi občutek, zdaj ne trdim, da je to naredil, ampak če bi oropal banko, da bi pol vsem to povedal na radio, ne. Ker morajo vsi vedeti, da je on banko oropal in da ima zdaj denar. A se strinjaš s tem? Ja, se strinjam, zelo dobro. Seveda se strinjam, to je ta ego, ne, mislim, ampak mislim, da imajo vse države imajo kakšnega takšnega, ne, ki potem pride v zgodovino kot, ne vem, kot tisti največji bančni ropar, a veš v Angliji, kaj je bil Rixel, Bixel, ne vem kaj. Skratka, to je kar, izgleda kar tudi pravično razporejeno, ne. Pri nas bi rekla, zdaj tako izzivanje s temi plakati, z vsem tem kazanjem, a ne, s temi intervjuji, s temi napotki, prav kliče po nekih sankcijah, ampak se nič ne zgodi. Ne? Ja, no evo, zakaj se nič ne zgodi? A je sistem pri nas toliko štorast, da rečem po domače, da ne zna tega, a je on toliko izmuzljiv, da ga ne morejo prijeti ali kaj tretjega? On se sam hvali okrog tudi s svojimi povezavami političnimi. S tem si je naredil tudi nek prostor oziroma neko nedotakljivost ali pa vsej občutek, videz nedotakljivosti. Ne verjamem, da bo vedno, ali pa bo, no, jaz sem res sveta preproščena, jaz verjamem v pravno državo do svojega bridkega konca. Ti moraš, ti si del, ne, ti si agent tako rekoč pravne države, Lucija, tako da ti moraš to zagovarjati, ne, vsaj javno. Mislim, to je res grozno, a veš, in pa sem vedno znova razočarana, ampak še vztrajam pri tem. Evo, super. Torej, mislim, nek napuh je v njemu, no, zdaj jaz bi rekla, da ni čisto, torej zdaj bo grdo slišati, ne, ampak Slovenci imamo bolj način skrivanja. Ja, nam je naroden, če smo uspešni. Bolj nam je naroden, pri njemu, pa pri Jankoviću se pa vidi tisti napuh, a ne, torej... Ima ni pa za nič narodno, bi jaz rekel, ne? Nič, ne, jaz mislim, da Snežič, ne vem, pravzaprav je on čist Slovenc ali ni po videzu, ne razumejo napak, ne, ampak po videzu mi ne deluje Slovenca, ne, in tudi Janković, pač vemo, da ni Slovenc in ta napuh se mi zdi, da je bližji tem ljudem, ki so iz bivše Jugoslavije. Ja, so bolj samozavestni in tako. Ja, mogoče pokažejo, tudi zaradi tega, ker jih je več, ne, a veš. In on je, oba dva imata ta nastop, a ne, in to nedotakljivost oziroma pač videz nedotakljivosti. Kje in kdaj se bosta spotaknila, bomo videli, ampak že takrat s tistimi plakati Ustanovim podjetje v Bosni, a ne, boste samo 10% plačevali. Poglej, ni resne države, ki bi to dopustila. Ne mi nekdo pokaže, ali pa v Afriki, mi je čisto vseeno, ki neko državo, ki dopušča, da se nekdo reklamira, kako bo uredil, da boš ti plačeval drugje manj davka. To je noro. To je res. Ampak zdaj, Lucija, bom tebe prosil, ne, ker si vendarle dama, jaz nisem težji v tem govorim, ampak če bi se ti probala zdaj uživeti v vlogo oziroma položaj Snežičeve soproge Klavdije, ne, kako se ona recimo počuti, se pač vozi z nekim avtom, zdaj ne vem, ali točno ve, pač kaj je s tem avtom v redu ali ni v redu, se pač vozi z avtom, jo tam na cesto stavijo in pač nima vseh papirjev in tisti avto zaplenjajo oziroma, kako si že rekla, zasežejo. Ja. Kako bi se ti recimo počutila, kako misliš, se ona počuti pri tem? Lej, po mojem se ona počuti, ona mu po mojem zaupa, ne, da vozi dobro. Torej, kako bi se jaz počutila, mislim, ne vem, kako bi se moj mož počutil, ko bi domov prišla, ne. Aha, okej. Si vse povedala, ja. Ampak ona je tudi v Novi TV ima neke delnice in tako naprej, očitno gradi neko hišo, zakaj bi se slabo počutila, očitno ima gre dobro, a ne. Ja. Ampak je ona zdaj neke vrste mula tu, misliš, pač neka slamnata oseba verjetno, ne? Se to verjetno gre preko njega. Ne verjamem, da ona zjutraj se zbudi pa reče, jaz bi pa kupila delnice Nove 24 TV, ali se motim? S to mislijo ne brži zaspi. Aha, okej. Ni treba zjutraj, ker že ima, razumem. Tako da, lej, torej bi rekla, da sta ona dva prav v posmeh pravni državi, a ne? V posmeh organom pregona, če je vsaj delno res, ampak kar vidimo na plakatih je res, a ne?
Tako da... Plakati ne lažejo, posebej, če je avtor tisti, o katerem se pogovarjamo. Ne? Ja, mislim, tako da dovolj si ogromno, ne? Dovolj si tako, kot si rekel, kot Janković, tukaj je sky is the limit. Ne? Če jih ne bo nekdo ustavil, se bojo Slovenci enkrat mogoče vprašali, zakaj pa mi ne. A veš, ampak to ni prava pot, da ti enemu spregledaš vse neumnosti, ki jih počne, ker pri ljudeh to ne vzbuja dobrega občutka. Ja, absolutno, da ne. Ja. A veš, vsi dobimo tisti občutek, od nas bo terjal zdaj spet račune, da pobiramo v nekih gostilnah, drugi pa kar tako, odpira vsa vrata. Ja. Sej do teh vrat še pridemo, ampak najprej sem te hotel vprašati, Lucija, omenila si že, sej to je povezavi s temi vrati, politične povezave, ki jih ima Rok Snežič. Ne? Zdaj eno, ki je recimo, vsaj po tem, kar se govori, ali pa kar tudi on sam govori, ker tega pač sam nikoli ne zanika, najmočnejšo politično povezavo je stkal v zaporu, ne? Na Dobu, kjer je pač spoznal Janeza Janšo, večkratnega slovenskega predsednika vlade. Ti si takrat, če se ne motim, pospremila pač Janšo na Dob, si bila med tistimi njegovimi privrženci, ki so ga pospremili na Dob, ampak verjetno si nisi mislila, da bo Janša iz zapora, poleg vsega hudega, pa odnesel ravno poznanstvo z Rokom Snežičem in kaj bo to se potem za sabo prinesla. Ne? Torej, moja teorija je, da noben ne pride iz zapora boljši, kot je šel noter. To boš težko, me bo težko kdo prepričal nasprotno. Vsekakor je družba, ni imel Janša najslabše, lahko bi imel bistveno slabšo družbo, tako da bomo rekli, da tukaj ne, seveda, v zaporu so še kakšni hujši. Nasprotno, Janša je rekel, da se je ogromno v financah naučil od Snežiča. Upajmo, da ne samo izogibanja davkom, ker potem bi bilo pošteno, da se to vsem državljanom to znanje preda naprej. V šolo bi morali to dati v učni program. Učno snov, mislim, a veš, vendarle ne bi bili davki, a veš, to ti bom jaz zdaj povedala eno hecno stvar. Leta 1991, ko smo se osamosvojili, in smo mogli na koncu leta oddati dohodnino. To je bilo prvič v življenju. Prej so davke prijavljali samo tisti, ki so imeli ekstremno visoke dohodke za tisti socialističen režim. In takrat jaz vem, da ko sem začela, vse, kar sem si želela, je, da bi oddala davčno napoved. In potem je prišlo, da jo moramo vsi oddati, torej sem svojo željo sicer na drug način izpolnila. Ampak resnično smo se vsi zavedali, da država brez davkov ne more funkcionirati, polni ljubezni do svoje domovine, smo vestno tisto davčne napovedi izpolnjevali, dokler se nismo čutili ogoljufane. Ogoljufane strani države, ker se davki niso trošili zato, kar smo mislili, da se. Drugič pa ogoljufano zaradi tega, ker niso vsi tega čutili tako kot mi. A veš, nekateri so pač se izognili temu, so pač delali davčne utaje in takrat enostavno to veselje počasi uplahne. Potem bi tudi sam davek utajil. Zakaj pa samo tisti, ki ga veliko, zakaj ga pa ne bi jaz, ki ga sicer manj, ampak sorazmerno. Tako da to ni dobra popotnica za državo. Na začetku je imela ta država resnično zaupanje državljanov in je ogromna škoda, da je to šlo, da rečem, hudiču. Zdaj rekla smo že kar nekaj besed o teh jumbo plakatih Roka Snežiča, odprite podjetje obih 10% davek. Ne bi to ponavljal, si že ti vse razložila, ampak zdaj pred kratkim imamo pa še neke nove njegove jumbo plakate. Ti pa pač pravijo, da on odpira vsa vrata in sicer navaja potem tam podjetja v državni lasti, kjer pač odpira vsa vrata, Luka Koper in še nekatera druga. In je pojasnil, da pač on je registriran lobist, se pravi ima pač licenco, ali kako se temu reče, Komisije za preprečevanje korupcije za lobiranje in da pač lahko odpira vrata v tistih podjetjih, kjer so še ostali predstavniki NSI, ker vemo, Golobova vlada je predstavnike SDS-a iz državnih podjetij pometala ven. Predstavnike NSI je pa
pač nenavadno, bi rekel, človek popustila tam, kjer so bili. Ne. In zdaj Dars, Luka Koper, SDH in SiDG so na tem seznamu, ne, dvojnega doktorja Roka Snežiča, ki odpira vsa vrata. Zdaj nismo bili navajeni do zdaj, Lucija, da registrirani lobisti v Sloveniji z jumbo plakati ne oglašujejo, kje lahko odpirajo vrata. Še manj smo bili pa po moje navajeni, da prostodušno povejo, da ja, tam, kjer so kadri NSI-ja, tam jaz lahko odpiram vrata, druge jih pa ne morem. Ne. Kaj si ti meniš v prvem, kaj si meniš v drugem? Mislim, kaj meniš, pardon, ne kaj si meniš. To je eden izmed plakatov, ki kaže na popolno nehigieno, ne? Na to nadutost, da rečem, na to pravzaprav škodovanje tem, kot ti praviš, da so tukaj vodstva Nove Slovenije. Ne? S temi plakati jim on direktno... Tako prav on, ne? Jaz sam citiram. Ja, on pravi, ne pravijo oni, da so kakršnakoli vrata, da je on odprl. Ne? Ja, res je, ja. Ne, kar pomeni, da jim lahko direktno škodi. Tukaj moramo pogledati tudi to možnost, ne? Ker med tema strankama, SDS-om in Novo Slovenijo, ni ravno neke simbioze, ne? Oziroma ta hip ni ljubezni. Ne? Ja, ljubezen se je ohladila po volitvah 24. aprila. Rapidno, ne? In zdaj, če ti nekdo, ki je bil prej pri SDS-u, tako rekoč se je avtos, ta Maserati se je slikal velikokrat na Trstenjakovi, njegova žena je v Novi TV, deljuje sobo na Dobu, s predsednikom vlade, in potem naenkrat s plakatov govori, da on vpliva na člane Nove Slovenije, na njihov kader, ki je še ostal, je lahko zelo dvorezno. Torej, lahko je to delano, zdaj spet ugibava, jaz pač razmišljam, lahko je po nalogu SDS-a, da se proba onemogočiti Novo Slovenijo. Lahko je tudi res, ampak če bi Nova Slovenija rekla ja, ali pa da bi nekdo rekel, meni je pa Snežič zrihtal posel, ne vem, pri Darsu, bi bila to druga zgodba, ampak zaenkrat je to izključno izjava gospoda Snežiča, ta vratarska. Tako da, kako bi rekla, mislim, odgovor plava v zraku, midva ne bova tega vedela. Ni pa vse na prvo žogo tudi res. Torej, treba je pogledati tudi možnost drugačno. V nobenem primeru ni to plus Nove Slovenije. Tudi, če to dela, ni v plus, če pa tega niti ne dela, ampak blamira Novo Slovenijo, pa tudi je v minus Novi Sloveniji. Kakorkoli se obrneš, s tem škoduje Novi Sloveniji. Lucija, kaj je, se mi zdi, imamo težave v Sloveniji z lobiranjem. Prvič, zakonito lobiranje, tako rekoč, imaš včasih občutek, da ljudje niti ne vejo, da obstaja ali pa da je to sploh možno pri nas. Po drugi strani pa vidimo zdaj, da tako rečemo na rekvajih, razvpiti lobisti, Rok Snežič, Tina Gaber, recimo, partnerica pač predsednika vlade. Zdaj nekako smo premladi ali kako, nismo tega koncepta zapopadli, ker, a veš, če bi mene kdo vprašal, kdo so pač tipični lobisti, ne vem, če bi najprej naštel Tino Gaber pa Roka Snežiča, ampak vidimo, v javnosti najbolj se ta dva pojavljata. Zakaj tako? Verjetno zato, ker dejansko nista. Jaz bi rekla, da pri nas je lobiranje še vedno ima pri ljudeh negativen predznak, ker je dost na sumu, da gre tukaj za korupcijo. Kot smo videli v Bruslu, takrat, ko je bil poslanec Taler, tisto lobiranje ni bilo ravno samo lobiranje. Tako da je vedno bilo povezano tudi z denarjem. Težko bi jaz tudi verjela, da nekdo ti predstavi nekaj, nekdo ga je plačal za to. Zato, da ti pride predstaviti eno firmo in te prepriča, da ti podpreš tisto firmo zaradi tega, ker je dobra. Če je dobra, potem ne rabiš lobista. Potem se boš sam pozanimal. A veš, tudi jaz tako razmišljam, pa ne vem, zakaj bi drugi drugače, ali pa ne vem. Zdaj, da si ti dober, ta gospa Tina Gaber, jaz ne vem, ona lobira za vegansko prehrano, a še za kaj drugega, si ne vem. Zdaj v registru je ni več, ampak bila je prej registrirana lobistka. Je pa res nenavadno, ker mislim, da je magistrirala iz veganstva, da zdaj predsednik vlade to poudarja
da pač moramo jesti manj mesa. Ampak ja, se strinjam s tabo, ne. Imamo težave s tem v Sloveniji, verjetno bomo imeli zdaj še več težav, če bojo ljudje mislili, da so recimo Gabrove pa Snežiči ta pravi lobisti, ne. Točno to. Tudi recimo to društvo lobistov baje obstaja, ne. Aha, Tako da jaz mislim, da bi se oni tudi morali zamisliti, tako kot, a veš, vsako zadeva bi se morala zamisliti, katere člani so. Zdaj Gabrova vegan, mislim, ona je tip za to, da mislim, ne, jaz bi bilo jezen, če začnem jaz lobirati za veganstvo, ker pa me drži, da sem mesojedec. bi te hitro pogruntali, da nisi čisto srce pri stvari, ne. Ja, ja. Ne, ona pa tudi deluje tako, kakor da je bolj na nekih korenincah, no. Tako da, recimo, ne, mislim, ona že s pojavom lahko, ne vem pa, če bi vsi zapopadali to, ne. Dočim pri Snežiču ti pravim, pri Snežiču ne verjamem nič, a veš, pri Tini Gaber jaz verjamem lahko vse, a ne, da je ona res vegan, da je ona, a veš, kakorkoli, za živalce pa ne vem, pri Snežiču pa mislim, da ni nič slučajnega, ne. A veš, tukaj govoriva vendarle o nekem drugem intelektualnem nivoju, no. Razumem, kaj hočeš povedati, ja. Ja. Ampak recimo, se ti zdi čudno, da Komisija za preprečevanje korupcije nič ne odreagira na te Snežičeve poteze? Čudno Ne? je to. Čudno. Veš kaj, to je spet heco, ne? Štefanec je bil odvetnik, ki so ga postavili na KPK, pa v resnici se je potem, ne da bi bilo nekaj zdaj spektakularnega, ne? Ampak se ga je vsi slišali, ne? Pa se ga je videli. Če me zdaj na hitro vprašaš, kdo je predsednik KPK-ja, veš, da ti ne bi vedela povedati. Hvala, ne? enako, ja. Torej KPK je postal tisto, kar smo že prej mislili, da je, ne, brezzobi tiger, mislim, zdaj tudi tiger več ni, zdaj je samo še brezzobi organ nečesa, ne vem, ki služi samo še samemu sebi. Skratka, škoda je, mislim, dobre nastavke. Ta država je imela resnično kapital v ljudeh enormen. Redko katera država tukaj ene ljubezni in pripravljenosti, kot je imela Slovenija. In to je izhlapelo, ne. Sistem. Ja, Lucija, zdaj, a je to tudi neke vrste dimna zavesa, mogoče strani pravne države, ne? Da so zdaj začopatili, da tako rečem, Snežiča pri tej carini za ta nesrečen avto, niso ga pa začopatili pri kakšnih hujših stvareh, kjer tudi postopki potekajo proti njemu in sam pravi, da so vmes že zastarali, ne? Jaz si to ti pravim, to gre lahko tudi za take dimne bombice, ne? A veš, zdaj se bo cela Slovenija pa Maserati, pa vsi to vejo, kaj je Maserati. Ja, to je super tema za Slovence, ja. Ja, ker Slovenci pa na avtomobilih smo občutljivi, a ne, mislim, in vsak ima rad dober avto, ne, tako da se mi zdi, da je ta tema pri Slovencih res tako zaželjena in tukaj se vsak na to spozna, a ne. In vsak bi imel Maserati, tudi jaz bi imela, no, ne rečem. Tako da je to, mogoče se prikriva nekaj, kar se dela odzadaj. In veš, zdaj sem pa že toliko stara in toliko dolg na svetu, da ne verjamem več v tisto, kar je zgleda na površju, ampak vedno probam najti nekaj odzadaj, ampak pač včasih uspem ugotoviti, včasih večkrat pa seveda ne. Žal mi je torej resnično to, da tožilstvo, a ne, ki je nadzor, ki vodi vedno preiskave, ni policija tista, ki bi sama, a ne, od sebe delala karkoli, ampak je tukaj zadaj tožilstvo, da nima dovolj strokovnega kadra ali pa volje ali pa energije. A veš, tam imamo par tožilk, ki se zaletavajo z glavo v zid, a ne, ko vidiš, da dejansko pa jim padajo zadeve na sodišču, verjetno resnično zgubiš neko voljo, tako da se na nekih pravicah človekovih lovimo, a ne, ki pa veljajo vedno samo za bogate. Lej, to pa zdaj si upam javno reči. Človekove, tudi Ustavno sodišče je samo za tiste, ki so medijsko razvpiti, za normalne, povprečne državljane pozabi, ne boš našel tam ničesar. To je neka resigniranost v meni, a ne, in upam, upam, da bi se strokovno izobrazili. Veš, vedno bo kriminal vedel več, a ne. Ti se boš, ko se boš ti naučil, bojo oni že našli druge poti, ne.
In tukaj bi bilo treba delati na kadrih, ne na nekih, ki ne najdejo druge zaposlitve, ampak na strokovnih kadrih, ki bi jim bil to višek kariere, ne pa pač neka odskočna deska, da bojo potem končali konec koncev med odvetniki. Ne. Tako da škoda je, da je pri nas to porušeno, to ravnovesje, kaj je več, kaj je manj. V končni fazi odvetnikom mora biti sodnik nadrejen, da se razumeva, tako po znanju, tako po obnašanju, tako po neki ugledu, a ne? Ne pa pri nas, da se potem ugled dela na to, kdo bo ne vem, z nekim Maseratijem se pripeljal. A veš, vse imamo porušen, predvsem, no, vse, upam, da ne vsega, ampak predvsem imamo porušenega. Ja, absolutno. Lucija, se mi pa zdi tudi, ne, da tako kot pri vseh drugih stvareh, tudi tukaj gledamo, da tako rečem, na ideološke barve človeka. Ne. Se pravi, en del politike, ki vse oprosti Zoranu Jankoviću, je zelo kritičen do Roka Snežiča in obratno. Ne. En del politike, ki je zelo kritičen do Zorana Jankovića, vse oprosti Roku Snežiču. A misliš ti, da bomo mi kdaj prišli ven iz tega, ali bomo zdaj za večno pač tako črno-belo gledali, pač če je nekdo na naši strani politične ločnice, potem mu je vse oproščeno, če pa ni, pa samo najslabše v njej. Glej, tukaj je treba ljudi izobraževati v tej smeri. Jaz se spomnim, ko sem bila še na Twitterju, ne. A veš, ja, saj smo mi res ta je to naredil, ne, ampak kaj ste pa vi naredili? Ja, a veš, mislim, kolikrat imam jaz problem s stranko, ker rečem, glejte, mislim, če jih je 50 pred vami čez rdečo luč zapeljali, pa so vas pač ujeli, ne morete reči, da zdaj pa vi niste čez rdečo luč zapeljali, a ne? Ali pa če ste prehiter vozil, ste naredil prekršek, tudi če vas nihče ni dobil, a ne? Mislim, ti sam pri sebi moraš vedeti, kaj je prav in kaj ni prav. Mislim, in to med prav in neprav se je pri nas kar razgubilo med to, a si ti zdaj imel očeta ali starega očeta pri partizanih ali pri domobrancih. Moj bog, to nima nikakršne zveze s tem. Ne? Mi premalo se v šolah daje poudarka, premalo dajejo starši poudarka na vzgoji, na vrednotah. Lej, mislim, načelno, jaz vedno pravim, 10 božjih zapovedi, pa če od tega odštejemo tiste 3, ki ljudem niso všeč, a ne, je pa vendarle temelj naše kulture. Ne kradi, ne ubijaj, ne vari, ne pričaj po krivem. Ne boš verjel, v 10 božjih zapovedi imaš, da pričaj po krivem. In ko se to zgubi, a ne, ko se ta temelj civilizacije, evropske civilizacije zgubi in tle pri nas se je zgubil, se je izničil, je potem stanje tako, kot je. A ne. Mi lahko krademo, ker so bili moji pri partizanih, a ne, ali pa sem jaz zdaj danes sem gledala, jaz sem lahko zelo zadovoljna, ker se za moje pokojnine borijo, a ne, ker sem se jih mimo z avtom peljala. A veš, ampak jaz mislim, da so te ljudje ponovno jih je nekdo zlorabil. Mislim, to je grozen, a veš, mislim, ker imaš občutek, da kaj jih vidiš, a ne, mislim, a veš, in to je malo žalostno. Pokojnine so smešno nizke, ampak ni to prostor za to, ne. Ni način. Bomo videli, kaj se bo zgodilo, če sploh kaj v javnosti, v primeru, ne, da bo morala finančna uprava zaseženo vozilo vrniti Roku Snežiču brez plačila. Verjetno ga bo vrnila, Potem pa se lahko spet srečava v oddaji. Nadaljujemo našo današnjo debato. Lucija Šikovec-Ušaj, najlepše hvala za tvoje komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, koga ali kaj nervira Snežič, že 848. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, zakaj so nove konzervativke vse bolj moderne. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.